Si opazil, da smo začeli z vloganjem? Bi poskusil tudi ti? Ostani z nama za nasvete, kako začeti. Dober dan, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly, 69. oddaja je tole. Če si želiš ogledati oziroma poslušati prejšnjo 68. oddajo, klikaj na ta link oziroma si preberi v opisu. Kot vedno je ta oddaja na voljo na Facebooku, YouTubeu in pa tudi v obliki podcasta na vseh tebi priljubljenih, kako se temu reče, programčkih za poslušanje, kakorkoli agregatorjih, kogarkoli že temu rečeš. Danes bova z Nejcem govorila o vloganju, kako začeti, kako greš lahko takoj v akcijo, da sploh ne razmišljaš, poglej tole oddajo do konca in boš takoj vedel, kaj je tisto, kar moraš narediti, da lahko začneš. Pa Nejc, mogoče daj ti za začetek povej, kaj to sploh je vloganje, če je kdo tak, ki tega še ne ve. Ja, vloganje je izpeljanka iz bloga oziroma iz videobloga, zaradi tega vlog, ne? In ja, zakaj so se sploh odločili, da to tematiko pokrivajo? Zato, ker vloganje je vedno bolj popularno. Danes imamo že občutek, da se skoraj vsak tega loteva. Tudi mi smo se na nek način začeli, ampak smo ne zato, ker je aktualno, ampak zaradi tega, ker smo že tudi razmišljali več kot pol leta, da to začnemo in na tak način predstavimo naše agencijsko življenje. Ja, tako da zdaj imamo že nekih 5-6 mogoče oddaj, tako da si lahko pogledaš na YouTubeu, na Facebooku, tudi kako izgleda naše agencijsko življenje. Mi pa greva kar v tematiko in prva točka, preden se, seveda, ko enkrat rečeš, zdaj bom pa jaz začel vlogati, moraš najprej določiti neko tematiko in pa nek stil, kako boš dejansko to vloganje izvajal. Namreč pokrivaš lahko seveda množico enih različnih tematik. Če te zanima, katere so trenutno najbolj popularne, lahko vedno pogooglaš, pa mislim, da tudi YouTube naredi vsako leto neko lestvico najbolj zanimivih, pa ponovadi so te neke smešne vsebine in tako dalje. Ampak seveda, ti moraš izhajati iz nekih drugih kriterijev. Mogoče eden izmed takih je, da seveda pogledaš, o čemer vlogajo drugi, oziroma poskušaš najti nek svoj prostor, neko nišo, ki še ni toliko zapolnjena in vlogaš o tem. Vedno je tudi fajn se seveda vprašati, kaj je pa tisto, kar mene zanima, do česa pa jaz gojim neko strast, o čemer pa jaz dost vem, da znam povedati, oziroma da lahko tudi kakovostno to preko vloganja izvajam. Vedno se je fajn tudi vprašati, kaj ljudi zanima, kaj ljudje dosti iščejo, kaj radi gledajo in tako dalje. Dobro se je tudi vprašati, če zdaj imaš neko podjetje, kdo je tvoja ciljna skupina, kaj oni sicer iščejo ali pa katere vsebine, kakšen vrsto vsebin konzumirajo, ne nazadnje pa lahko tudi imaš neko potencialno ciljno skupino, neko, ki bi jo pa sam zdaj rad na novo dosegel in jo boš dosegel preko vloganja. Tako je Zoran povedal, predtem, ko razmišljaš, da bi začel vlogati, vedno si poglej, kaj delajo ostali. Ampak potem je pa zelo pomembno, da izhajaš iz sebe in se vprašaš, kakšno dodano vrednost pa jaz lahko ponudim gledalcu. In kot je Zoran rekel, izhaj iz sebe, kaj tebe veseli, kje ima znanja. Ampak jaz bi res rekel, tista ključna zadeva je, kaj bo dodana vrednost za gledalca in kaj mu lahko ti ponudiš. Zdaj obstajajo tudi vlogerji in take je čedalje več, ki nimajo neke tematike, ampak enostavno vlogajo o tem, kaj se jim dogaja skozi dan. In tudi taki so ljudem ne nazadnje dosti zanimivi, zato ker lahko, se veste, ljudje smo kar tako, radi vidimo, kaj drugi počnejo. In tudi nekateri slovenski vlogerji, ki so relativno znani ali pa gledani, so taki, ki v bistvu kažejo svoje življenje. Je pa res, da je to tudi tako, s tem se boš moral tudi nekako sprijazniti, da boš na svet gledal z drugačnimi očmi. O tem so se tudi z Nejcem pogovarjali pred to oddajo. Dejansko potem gledaš svet skozi kamero, ne več svojimi lastnimi očmi. Jaz bi še eno primerjavo naredil, to, kar si omenil, da ljudje samo dokumentirajo svoje dogajanje, pa ni neke
nekega topika, pa misli, ok, se preko vloga izrazil neke svoje misli in tako naprej, ampak nimajo pa mogoče neke rdeče niti, ampak jaz bi tle dal primerjavo, ja, danes se zamenjuje pač, danes gledamo vloge in zamenjujemo ta čas z gledanjem televizije, ne. Se pravi, če smo včasih, predvsem mladi, ne, čez 10-20 let nazaj je bila televizija tisti primarni kanal, ki smo gledali razne oddaje, resničnostne šove in tako naprej, je danes na nek način tudi vlog, ko dokumentira nekdo svoje življenje, dogajanje, kaj se mu dogaja v lifeu, je to na nek način pač resničnostni šov, ki je nekemu gledalcu serviran na pladnju. Prej si tudi omenil to, da vedno je fajn pogledati, kaj drugi delajo. In to je tudi, dajva to vzeti kot istočnico za naprej, ker sigurno naslednji korak, ko si malo določiš to neko tematiko pa svojo obliko, kaj želiš vlogati, mogoče tega nismo prej omenili, vlogov imamo res več različnih vrst. Lahko je enostavno snemanje vsega živo, kar se dogaja, lahko so, ne vem, kamere, to je sploh pogosto pri tistih, ki vlogajo o tem, recimo, kako se neka zadeva naredi, se pravi do it yourself varianta vlogi, kar pomeni, da so, ne vem, top-down kadri in te zadeve, ali pa kaki kuharski in tako dalje. Lahko so, naprimer, taki, da je oseba vedno kot neko portretno, predvsem kake vlogerke, ki ličila prikazujejo in take zadeve so tako. To so vse neke zadeve, katere moraš vzeti v obzir. Če se vrnem na to, je fajn, da malo pogledaš, kaj delajo drugi dobro, pa probaš to tudi sam, pa predvsem poiskati priložnost, kaj pa mogoče ti lahko narediš boljš. V Sloveniji imamo kar nekaj, zdaj že kar znanih vlogarjev, pa če jih kar par naštejeva, če jih mogoče še ne poznaš, si vsaj verjetno slišal za kakega Cool Fotra, Komotar Minuta, Lepa Afna je tudi takega, kar raste. Meni sta tudi zanimiva, mogoče to moja dosti gleda, Barbie pa Matic, sta tudi taka bolj sproščena, nista tako zelo, kako bi rekel, značrtovana pa narejena kot ostali vlogerji. Tako da ja, jih imamo kar nekaj, eno smo tudi gostili, Tjašo Del, tako da če si nisi ogledal tisto oddajo, lahko bomo dali spet en link, klikneš in pa si pogledaš. Mogoče Nejc, imaš ti kakšne tuje, ki so ti zanimivi? Ja, meni je predvsem Casey Neistat, ki je v bistvu pionir nekako vloganja, mislim, da že vloga kaj 5, mogoče celo 10 let. In ima res z vidika storytellinga in same videoprodukcije vloge res na zelo visoki ravni in vse sam dela, sam sebe snema in sam naredi videoprodukcijo, ne. Potem, naprimer, tudi zasledil sem iJustine, meni je tudi zdaj zelo všeč, zdaj se ga ne bom spomnil, ampak model, ki ima teh reviewje, ki ima vedno ful zanimive, gre v detajle. Potem Jake Paul, mogoče malo bolj za mlade, ki je tudi, ne vem, celka 20 let star najstnik. Tako da te se predvsem meni vtisnejo v spominu. Jaz bi mogoče še omenil Amy Landino, prej se je pisala Schmidtauer, tako da mogoče nekateri bolj poznate po tem priimku in kot Amy Schmidtauer je tudi napisala eno zanimivo knjigo, ki ti lahko pomaga, da nekako stopaš v ta svet vloganja. Mislim, da je pravi naslov Vlog like a boss, tako da zanimiva knjiga, tudi mogoče, da malo to področje bolj spoznaš z vidika nekega, ki dejansko se s tem ukvarja profesionalno. Če navedem še ono preime, ki mi je ušlo iz glave, je Marcus Brownlee, ki dela te tech reviewje in je res zelo dober na svojem področju. Ok, potem pa, ko se dejansko, ko si ogleduješ vse te vlogarje, je fajn, da razmišljaš, jaz bi rekel, o dveh področjih. Eno je ta vsebinski, kako se zadeve vloganja dejansko lotevajo, se pravi, o čem vlogajo, kako nagovarjajo gledalce, koliko dolg je vlog, oziroma to bi pa potem rekel ta drug tehnični del, kjer pa dejansko gledaš to, mogoče kako opremo uporabljajo, kakšni so kadri, kakšna je dinamika pri teh raznih izrezih oziroma katih, koliko pogosto vlogajo in vse te zadeve. In mogoče, če se malo nekega časa dotakneva
dolžine vlogov. Mi smo dosti zagovorniki tega, da so vlogi dolgi med nekje 5 pa 10 minut, ker to je nek tak čas, ki ga gledalec še lahko tebi namenja. Ne? Manj kot 5 minut dolgi vlogi so taki, da zelo težko ti neko tematiko pokriješ. Več kot 10 minut, 15, 20 ali pa pol ure ali pa 1 uro dolgi vlogi so pa že tako, da si gledalec ful težko čas vzame, da toliko dolg gleda. Seveda je pač odvisno, za kakšen tip vloga gre. Naprimer, če bi mi to objavljali rečemo enkrat na mesec, ok, pa je to nekaj, tako kot sem prej omenil, resničnostni šov, je lahko tudi naprimer 1 uro, da bi bil dolg, ampak če pa ti dnevno, ker veliko vlogarjev dnevno vloge publisha, pa ljudje nimajo toliko časa za gledati, tako da je nekje tista idealni čas 5 do 10 minut, da ti lahko še zadržiš gledalca in da gledalec celoten vlog pogleda. Obstajajo seveda svetle izjeme, ampak tako kot je Nejc rekel, težko je držati neko pozornost uporabnika. Boste pa tudi, oziroma boš najdel tudi kakšne vlogerje, ki so njihovi vlogi dolgi 15, 20, 25 minut, včasih tudi več. Ok, gremo naprej, kako se tudi iz tega tehničnega vidika lotiti vloganje, kaj je tisto, kar potrebuješ, da boš lahko takoj začel vlogati. In na začetku sem rekel, da ko boš pogledal to oddajo, boš lahko takoj začel. In zdaj ti bom tudi povedal, da ogromen vlogerjev je začelo ali pa še danes uporablja svoj mobilni telefon za vloganje. Danes so pametni telefoni, imajo že toliko dobre kamere, da dejansko lahko cel vlog sproduciramo s pomočjo mobilnega telefona. Pa sploh, če imaš nek boljši telefon, nek iPhone, Samsung Galaxy, Huawei P20 je, mislim, da zdaj, ki je tam boljši njihov model. To imajo vsi te telefoni zelo dobre kamere, s katerimi lahko delaš odlične videe in ogromen, recimo za Komotarja vem, da dela v glavnem svoje videe z mobilnim telefonom in jih dejansko tudi editira preko mobilnega telefona. In ravno zaradi tega se je vloganje toliko razmahnilo v zadnjem času, ker so postali mobilni telefoni že toliko zmogljivi, da mi ne rabimo neke dodatne opreme, da sploh začnemo. Tako da uporab svoj mobilni telefon, se posnam in tako, kot je Zoran rekel, lahko tudi zadevo zeditiraš na mobilnem telefonu. Sploh ne rabiš nekega ekspertnega znanja, ker tudi aplikacije na mobilnih telefonih so tako narejene, da omogočajo to zelo lahko editiranje. Seveda, eno si lahko pogledaš še kakšen tutorial na YouTubeu, kako pa zeditirati video, da se boš mogoče par tistih trikov naučil, ampak danes je to zelo, zelo enostavno. Mi sicer uporabljamo profesionalne kamere za to, zaradi tega, ker to imamo v podjetju, ampak tudi kakšne kadre pa vmes naredimo z mobilnim telefonom, ko gre naprimer nekdo na sestanek, pa da ne, kako bi rekel, vzame opreme sabo, ker je pač to je takoj malo bolj okorno, pač ima telefon sabo in telefon pred sabo postavil in se na tak način posname. Ja, ta okornost, ki si jo omenil, malo bi se še pri tem ustavil, ne? Če boš pa izberil ali pa dejansko iskal neko kamero, da se ne zadovolji z mobilnim telefonom, jaz bi rekel, da je to en izmed kriterijev, ki ga moraš upoštevati. Se pravi, da je zadeva dovolj kompaktna, da jo lahko res sabo okoli prenašaš. Kar smo tudi opazili je, da dostikrat, če sam sebe snimaš, je fajn, da imaš flip screen oziroma da se lahko ekranček obrne, da je taka kamerca, da dejansko tudi sam sebe vidiš, ker potem tudi kadri so lepši in tako dalje. Sicer pa to, mogoče še autofokus, kar je dostikrat, to sem tudi videl nekateri vlogerji, ker niso toliko izkušeni, imajo težave s fokusom, ker ga ne znajo pravilno nastaviti, da imajo se prav skozi obraz v fokus in tako dalje. Je pa deloma to tudi odvisno od kamere oziroma opreme, mora biti taka, da je sposobna dovolj hitro sfokusirati. Nekateri vlogerji pa tudi uporabljajo kar kamere na računalnikih, na laptopih, sploh če imajo neke fiksne kadre, ker so tudi dovolj dobri. Mogoče, če te pa res več zanima, pa obstaja spletna stran kit.com, tam večino vlogerjev, večino teh filmmakerjev ima objavljeno svojo opremo in se lahko tam malo sprehodiš in vidiš, kaj dejansko oni uporabljajo
za vloganje. Če poveva še malo o editiranju vlogov, pač omenila sva prvo možnost, da lahko vloge editiraš kar na mobilnem telefonu. Potem so tudi drugi načini, se pravi, če želiš to delati na računalniku, obstajajo brezplačni programi, pa dosti enostavni, kot je iMovie ali pa Movie Maker, a ne? Medtem ko neki bolj napredni, ki jih tudi sami uporabljamo, so pa Premiere Pro, se pravi Adobe Premiere Pro, potem v preteklosti smo tudi DaVinci Resolve uporabljali, tisti, ki ste pa na Macovih oziroma Applovih računalnikih, pa pride Final Cut Pro. Tako da to so pa tiste bolj naprednejše platforme, ki jih lahko uporabljate za editiranje. Mogoče to bi še omenil za mobilne telefone, dosti magistov uporabljajo, Filmora Go je tudi tak fajn, pa tudi mislim, da ima Adobe brezplačno različico svojega Premierja, tudi za mobilni telefon. Tisti, ki ste na iPhonih, Clippy je tak. Kar želim povedati, mogoče še to, določeni res te programčki so dosti fajn in so tudi relativno ugodni, tudi tisti, ki so za plačati. Recimo, jaz sem sam dostikrat uporabljal tudi za računalnik Filmoro, za mobilni telefon pa obstaja Filmora Go. Še ena pomembna zadeva pri editiranju oziroma sestavni del vlogov je pa absolutno glasba. Tako da eden izmed res glavnih elementov, zaradi tega, ker doda neko dinamiko samemu vlogu. In če bi primerjali vlog brez glasbe in z glasbo, kako te prehodi pa dinamičnost zagotavlja, je res super. In tukaj ali lahko glasbo kupimo, ali pa uporabimo kakšno brezplačno verzijo. Ker na koncu, če vlogamo in bomo skozi plačevali za glasbo, je lahko kar velik strošek. Tako da tukaj je kar nekaj brezplačnih zbirk, do katerih lahko dostopate. Facebook jih ima, YouTube jih ima in tudi SoundCloud. Velikrat so tudi kakšni avtorji, ki dajo to brezplačno za to, da se jih navede. Tako da tukaj morate biti malo kreativni, najdete zadeve, glasbo, ki vam ustreza in pol to v sam vlog vključiti. Ok, zdaj, ko imaš prvi svoj vlog, vse imaš narejen, opremo imaš, verjetno tudi, ali pa mogoče si ga že posnel, se moraš tudi odločiti za neko platformo, kje boš zdaj to objavil. Meka za vlogerje je običajno YouTube in tudi YouTube je neka taka platforma, ki je najbolj prilagojena na zadnje te vlogerski sceni. Vse pa če dalje več tudi uporablja Facebook zaradi same množice ljudi, ki ga dnevno obiskuje. V zadnjem času je pa tudi nek porast ali pa pojav novih vlogerskih platform. Recimo ena takih, o kateri sva tudi že govorila z Nejcem, je IGTV, se pravi Instagram TV, kjer predvidevam, da bo v prihodnje nekaj več vlogerjev, ker je tudi eden izmed njihovih ciljev, seveda, da grejo malo v zelje YouTubeu. Twitch je taka, ki je dosti specifična in jo uporablja pač določen segment, predvsem tisti, ki so bolj v računalniških igricah in take zadeve. Periscope, mogoče bolj v preteklosti, zdaj ne toliko. Tako da ja. Ja, mogoče samo tako, da boš poznal to razliko med YouTubeom in Facebookom, ker se razlikujejo v določenih takih parametrih. Naprimer, YouTube je res narejen za tako imenovane content creatorje, tiste, ki ustvarjajo vsebine in je celotna platforma le temu prilagojena. Medtem ko Facebook je pa res dober predvsem zaradi dosega. Se pravi, ker so vsi tam gor in lahko tudi z našim vlogom dosežemo ogromno enih ljudi. Vse na obeh platformah se da tudi oglaševati, ampak se mi zdi pa, da je v tem trenutku, vsaj v Sloveniji, tudi če oglašujemo vloge, Facebook tisti, ki lahko res zelo natančno, rečemo temu, oglašujemo po nekih interesih, ki jih imajo posamezniki in tako tudi do te množice ljudi pridemo. Ampak pol je tudi odvisno od dinamike in strategije, kakšno si postaviš, na kateri platformi boš bolj posvečal pozornosti. Mi imamo naprimer naše vloge ali pa naše videe na obeh platformah, ampak vemo, kaj nam vsaka od teh platform tudi prinaša. Mislim, da smo v YouTubeu tudi že govorili o eni izmed oddaj, bomo poiskali in dali
link. Zdaj pa še zadnje področje, ki ga želijo pokriti, ko imaš vse to narejen, je seveda naslednji cilj, da pridobiš čim več gledalcev, se pravi, da imaš čim več ali sledilcev na YouTubeu, Facebooku in tako dalje, in pa da te ljudje, ki so tvoji sledilci, si tudi čedalje več ali pa čim več tvojih vsebin tudi ogledajo. To spodbujanje se ga lahko lotimo na več različnih načinov, ampak bottom line, pod črto, je najbolj pomembno, da je seveda kakovostna vsebina oziroma da je vsebina zanimiva tem gledalcem. Če jim ni zanimiva, nobenim tisti mali triki ne bodo naredili take bistvene razlike, da bi pa zdaj kar eksplodiral kanal. Seveda, včasih je tudi mora biti malo sreče, malo iznajdljivosti, ampak vsebina je tista, ki je najbolj pomembna. Kaj pa lahko narediš, je seveda, da večkrat pozoveš, da ti seveda ljudje sledijo. Če to gledaš na YouTubeu, stisni tisti subscribe in seveda boš vedno obveščen, ko bo nova oddaja o Point Out Weeklyju. In to, kar sem jaz ravno kar naredil, seveda lahko tudi ti narediš v svojih videih in poskušaš s takimi različnimi pozivi, pa morda za komentarje, tako da če te kaj zanima, spodaj napiš, pa bova z Nejcem še odgovorila. Ja, mogoče še ena distinkcija med tem Facebookom pa YouTubeom. Pri YouTubeu je tudi tako, da je potrebno content dodatno optimizirati. A ne? In tukaj, ko video objavimo, moramo tudi narediti ta ekstra korak, v smislu, da sam video optimiziramo za določene ključne besede, ker potem se to lahko pojavlja v search rezultatih ali na YouTubeu ali na Googlu. Hkrati pa tudi dodati tako imenovane annotation na koncu, ki generirajo potem, da se prikaže nov video. Lahko dodamo tudi tako imenovane karde, watermarke. Sem še kaj pozabil? Mislim, da si kar pokril, da reč pa še enkrat, če te bolj podrobno zanima, si pogledaj oddajo o tem, kako govorijo, kako optimizirati YouTube kanal. Za konec bi mogoče še to omenil, da če pa bi vsem tudi nekaj investiral v oglaševanje, tisto, kar se nam izkazalo, da dost učinkovito je. Namreč ljudje, ko gledamo videe na YouTubeu, običajno jih gremo gledati z nekim namenom. Na Facebooku dostkrat vidimo videe tako v feedu in nismo ravno namenjeni, da bi te videe gledali. Takrat, ko pa drsmo, običajno kliknemo na video in verjetno si že opazil, ko prideš do konca enega videa, ti da ta suggested post. In nekako ugotovili smo, da placementi tako na YouTubeu kot na Facebooku, kjer je fokus na suggested oziroma na priporočljivih naslednjih ogledih, da če tja urinemo nekako z oglasi svoj video, da je tudi, so daljši ogledi, ljudje si več ogledujejo, zato ker so enostavno v svojem, kako se temu reče po slovenski, state of mind, oziroma so v tistem trenutku v nekem stanju, da so pripravljeni tudi videe gledati. Cool. Mislim, da so s tem vse pokrila, kar se tiče vloganja in da lahko čim prej s tem tudi začneš. Zdaj, če ti je bil, morava pri tem videu tudi vključiti to, kar že cel cajt omenjava. Če ti je bil video všeč, klikaj na like, subscribi se na naš kanal na YouTubeu ali na našo stran na Facebooku. Če imaš kakšno vprašanje, napiši nam spodaj pod video. Tako da to je to. Pardon, še ena zadeva, in sicer, če poslušaš to v podcast obliki, pa pritisnem tam eno petko. Cool. To je bilo to za danes, se vidimo naslednjič. Hvala, ker si bil z nami in pa dio. Čau. Why be